SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu SBC kluba slovenskih podjetnikov. Aktualna tema preteklega tedna, pa pravzaprav kar nekaj tednov nazaj in tudi naprej, je vedno vzgoja. Vse se začne pri vzgoji doma, pa potem seveda v vrtcu, v šoli, pri sovrstnikih. In potem se zgodi posnetek, ki ga množično delijo mladi, stari, o katerih množično govorimo tudi vsi mediji, da v neki garažni hiši, na primer, otroci dirkajo z avtomobili, potem pride tja policija in jo dobesedno izzivajo. V resnici to ni nič novega, nič takega, kar se v Sloveniji ne bi dogajalo, že če smo čisto iskreni, vse od filma Hitri in drzni. Marsikaj se še dogaja, marsikaj potem najde pot na svetovni splet oziroma v te družbene medije in to je tudi tisti začetek, ko lahko znova malce spregovorimo o vzgoji in se vrnemo nazaj, kje smo in kam gremo, ko gre za vzgojo. Vendarle so to mladi ljudje, ki bodo nekoč zasedali pomembna mesta in pa tudi vodili našo državo. Zato smo v goste povabili 3 zelo velike strokovnjake, vsak iz svojega področja. Morda začnemo tukaj pri Leonidi Zalokar, ravnateljici Zavoda Planina, in lep pozdrav. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Mojca Mihelič je ravnateljica, pa tudi predsednica Združenja ravnateljev in podravnateljev Slovenije. Sem prav naštel vse te funkcije in kaj združuje, ne? Pravilno je, hvala lepa. Sem vesela, da lahko o tem javno spregovorimo. Ja, z veseljem sem bil vesel, ko ste rekli, bom kar sama prišla, to seveda pomeni, da bo debata še na višjem nivoju. In pa Kristjan Musek-Lešnik, lep pozdrav, psiholog, predavatelj, strokovnjak z več kot 20-letno tudi delovno dobo, z vsemi problemi se soočate in pišete knjige in nas učite, kje delamo napake. Drži? Nisem čisto prepričan ta zadnji del, kje delamo napake, ampak se veselim pogovorja, hvala za povabilo. Morda, da res začnemo, ker je naslov tega podcasta tudi aktualno, s tem zadnjim primerom, ko smo ga res lahko videli v trenutku, se je razširil iz spletnih omrežij, z TikToka, se mi zdi, da se je začel, ko so mladi snemali, tudi vsi tisti, ki so bili tam, policista, 2 sta sedela v avtu, nekdo si je ravno sezu malo čevelj, pa ga nazaj obul. Skratka, šlo je za štos iz teh mladostniških oči. Potem smo se začeli spraševati, kje je tu spoštovanje avtoritete, kako je danes z mladimi in avtoriteto, pa kar naenkrat pridemo nazaj do neke permisivne vzgoje. Ali sem prehitro naredil ta zaključek iz tega dogodka, pa morda do te vzgoje? Pa ne, po mojem niti ne, čeprav jaz bi se na to navezal, kar ste rekel prej, saj to pravzaprav izzivanje avtoritete, to ni nekaj novega, to je nekaj, kar so mladostniki vedno počeli. 100 let nazaj je bila v bistvu v Angliji med študenti na Cambridgeu, nekako je bila ena od večjih trofej, ki si jih lahko dobil Bobijeva čelada. Se pravi, priti do policaja, mu vzeti čelado, pa biti zadosti hiter, da te ne dobijo. Se pravi, to načeloma ni nekaj novega. Je pa seveda res, pa tista ključna stvar, kako se pa pravzaprav na te poskuse družba kot družba odziva, kako se avtoritete odzivajo in predvsem, kakšni so odzivi pravzaprav na kakšna odstopanja, na kakšne poskuse testiranja terena, ki se pojavljajo že zdavnaj prej, ker te fantje, ki so bili tam v garažni hiši, so pravzaprav fantje, ki imajo za sabo kar nekaj kilometrine in so šli skozi vrtec, so šli skozi šolo, so šli čez srednjo šolo. Tako da ključno vprašanje se mi zdi zdaj tisto, kako pravzaprav družba ovrednoti to in na kakšen način pravzaprav učimo otroke od majhnega, da jim je bodisi vse dovoljeno ali pa bodisi, da stvari pa odločitve, ki jih sprejemajo, nosijo za sabo določene odgovornosti in se je potem treba soočati tudi s posledicami za stvari, ki jih počnejo. Tukaj pa smo malo šibki. Če zdaj gremo iz tega incidenta, kjer je policija ravnala tako, kot je, se umaknila, pa na to popisala, kljub temu, da rekli ste, kako smo gledali ta dogodek, če si bral nekaj te komentarje, so pa se rekli, včasih je bilo pa tako, da te je policist s pendrekom dobro namlatil, pa tega ni bilo, ampak tudi seveda ne pelje in danes nismo v svetu, ko bi policist koga namlatil, ker bi v trenutku izgubil službo. Če se morda vrnem na incident na celjski šoli ali pa še bolj nazaj v Beograd, ste se po tistem dogodku morda v šoli kaj pogovorili? Je bilo to nek tak alarm, to neko trenutno dogajanje, ko je bilo pa treba reči, morda bi pa tudi mi v šoli ali pa med ravnatelji temu namenili še več pozornosti in se pogovarjali, ker potem vemo, kaj se je zgodilo, kar nekaj podobnih namigov,
hvala Bogu, se nič ni zgodilo v Sloveniji, je bilo potem o nekih strelskih napadih tudi v Sloveniji, ne? Zato, ker se jim je zdelo to kar malo smešno, ne? V šolah se vedno pogovarjamo takrat, kadar je medijsko izpostavljen kakšen dogodek, za katerega mislimo, da vpliva tudi na naše učence. In prepričana sem, da tako delajo vsi moji kolegi. Tisto, kar vidim kot težavo, je v glavnem težava je pa v tem, da danes družba, to, kar je doktor Musek Lešnik izpostavil, družba gleda na take ekscese kot na nekaj, kar je družbeno sprejemljivo, nekaj, kar je pravzaprav dobro, če si človek upa biti drugačen, kar je sicer bilo vedno zaželeno, pa vendarle v okvirih pravil, ki so bila družbeno sprejemljiva. Danes, tako kot ste pravilno izpostavili, mi že od malega vzgajamo otroke, da jim je dovoljeno vse, da karkoli naredijo, nič hudega, imajo nešteto možnosti ponovitev, dokler ne delajo brez napak na kakršnemkoli področju, in karkoli bojo zelo narobe naredili, bomo odrasli popravili, odrasli naredili tako, da bo prav in da njim ne bo hudega. Ob tem se vprašam, ali je ta tako zelo prijazna družba res zelo tako prijazna tudi do teh mladih. Namreč kaj jim s tem sporočamo? Da niso socialna bitja, da jim ni potrebno sodelovati v družbi, biti socializiran, da je dovolj zgolj, da deliš neke všečke, da si prisoten na virtualnih platformah in da nimaš nobenega dejanskega stika z realnim svetom. To je pa tisto, kar me resno kot šolnico skrbi. Da dam besedo še gospe Leonidi. Mladostniki, ki pridejo k vam v zavod, prebral sem že veliko vaših intervjujev, bili ste tudi moja gostja na kanalu, pa vedno rečete, to ne pridejo kar čez noč, ne? Oni prinesejo vse te svoje težave k nam, zato ker se je od mladosti z njimi ali delalo narobe, ali pa so imeli tudi neko težko mladost, ali pa jim morda ni nihče povedal, tukaj je meja. Ali pa preobilno. Tukaj so skrajnosti. Ne moramo vseh otrok mladostnikov vreči v isti koš. Če se pa navežem na sogovornika, jaz sta odprla zelo pomembne teme, ampak meni se samo to po glavi zdajle mota. A mi vemo v Sloveniji, kaj je vzgoja? A mi sploh vemo, kaj je to? Kaj bi mi pravzaprav radi? Polna usta, jaz sem res sita akademskih razprav, raznih usmeritev, na tem mestu se mi vedno utrne ali ob beli knjigi ali ob priporočilih neke akademske stroke. Žal pokojni profesor Bečaj je v eni knjigi že leta 1984 zelo jasno navedel: vznikajo nove in nove teorije, polno jih je, ki jih v praksi nihče ne preverja. Če pa v praksi potem zadeve ne vzdržijo, smo krivi pa praktiki tisti, ki to delamo. In jaz sem že javno povedala, tako na fakulteti pedagoški kot drugod, še huje je kot takrat, ko sem to povedala, da takega razkoraka med teorijo in prakso jaz ne pomnim. Tisto, kar v mali Sloveniji umanjka, je nek kritičen pogled na vse, kar si določene ali fakultete ali določeni posamezniki dovolijo. Svojo osebnostno ideologijo, naravnanostjo, in če misliš kaj drugače, te skušajo tudi diskreditirati. Tega smo že vajeni, ni nobenega problema, bomo povedali. Problem naše stroke, ki je pravzaprav ni Gaussova krivulja, odstotek otrok, ki so absolutno terapevtsko neodzivni, terapevtsko se z njimi ne da delati, z določenimi potezami hudimi resnih osebnostnih motenosti, to je globalni problem. To ni samo v Sloveniji. Ampak dokler dolgo bomo mi v Sloveniji to zanikali, če boš povedal dejstva takšna, kakršna so, da je ta procent otrok in mladostnikov vedno večji, da nimamo nobenih ukrepov, da bi se jih zaustavili. Ker če ti otroka ne zaustaviš že v otroštvu, ko dela napake, ko izvaja določena nesocialna, deviantna vedenja, ker se jih tudi izvaja, če ga ti ne ustaviš, imamo v Sloveniji velik problem. In ta problem je nerešljiv. Prej sva se s kolegom pogovarjala, ne najdem izraza, jaz sem 40 let zdaj v tem, spremljam vse to, jaz delam dejansko že celo življenje s patologijo, z deviantnim vedenjem. Ampak kaj takega, kar doživljam zdaj, gledam zdaj, tako iz ust določenih akademikov, staršev, celo učiteljev, nas lahko res skrbi. Skrbi me, v kakšni državi živim. Mislim, da je bilo oktobra 2-3 leta nazaj, ko je zaokrožila slika mamice v krznu, zunaj je bil minus in je peljala otroka s pleničko. Bosga. In na vprašanje, kako je to možno, to je zame norost, ni se želel obleči.
ni se želel obleči, ona upošteva njegove želje. V evropsko omikani, strokovni, ne vem kakšni državi, ki Slovenija ne sega niti do Gležnov, ne, bi otroka nemudoma odvzeli, mamico pa poslali na pregled. A je z njo vse v redu? Mi to vse dovoljujemo, ker smo naredili družbo s pomočjo politike, s pomočjo akademskih strok, s pomočjo določenih ideologov. Slovenija jih majhna, ene par jih je, ki so tudi to povzročili. Ampak bog ne daj, da jim kaj rečeš. Bog ne daj, ker to so pa potem opozicionalni, njihove opozicionalne poteze znajo biti pa tudi zelo nesramne, ne. In dokler dolgo se bo to dogajalo, jaz ne vidim prav nobene rešitve. A lahko morda zdaj najprej vprašam, o kakšni ideologiji vzgoje torej govorimo? Kakšna je ta trenutna aktualna ideologija? To boste morda pa vi najbolj znali razložiti. No? Pa o tem se pogovarjajo, pogovarjajo ljudje, odkar se pogovarjajo. Ne? To, kako vzgajati prihodne generacije, kako jih opremljati z enimi veščinami, ali pa recimo temu življenjskimi veščinami za živeti konstruktivno v eni družbi prihodnosti. Vse to so vedno razpravljali o tem. In ne samo, da so vedno razpravljali o tem, ne, sej prve debate o tem, oziroma prve pisane razprave o tem, kako je današnja mladina nemogoča in kako se z njimi nič ne da in kako bomo zaskrbljeni, kako ne bomo zaskrbljeni zaradi te mladine, segajo v čas Aristotela, ne. Tako da to ni nič novega. Bolj novo je to, da smo v zadnjih desetletjih oziroma par desetletij nazaj, ne, seveda je bilo naenkrat vzniknilo cel kup enih teoretskih pogledov, ideoloških pogledov na to, kako naj se vzgaja. Morbiti malo odziva na tisto klasično sila avtoritativno vzgojo, ne, in so se začele prijemati ene metode, ene tehnike, ki so bile seveda popolno nasprotje tistega prej, nepreverjene, nepremišljene. Nam se je pa pravzaprav to zgodilo, da v tistem času, ko je razvit svet nekako začel ugotavljati, da je permisivna vzgoja, ne, da je ta permisija bila brca v napačno smer. Ko so drugi začeli to opuščati, smo mi to masovno uvažali. Ne? In ena od ključnih stvari, en od ključnih problemov, ki ga vidim, je to, da imamo še zmeraj vse te sisteme vgrajeno to silno tolerantnost, to silno strpnost do slehernega odstopanja. Vsakim odstopanjem se je treba ukvarjati. In absurd, ki ga tukaj vidimo, je, da ko se pogovarjamo o vzgoji, včasih pozabimo povedati, da imamo v slovenskih vrtcih pa šolah mogoče 90% otrok, ki so krasni otroci, ki so odgovorni, delovni in bodo verjetno enkrat taki ljudje, da bomo lahko ponosni rekli, no so pa šli skozi široke, ampak z njimi se ne ukvarjamo se skoraj izključno samo z ekscesi, z odstopanji, in tukaj po mojem je bila narejena ena velika napaka, ne? Ker pravzaprav je tako, ne, ko se začnemo blazno ukvarjati z nečim, kar je ekscesen, se odmaknemo od vsega ostalega stran. Zdaj, ker je bilo prej ravno to omenjeno, ne? Jaz osebno sem bil rahlo vpleten v primeru, v katerem se je govorilo tudi nekaj v Sloveniji, ko je na eni od osnovnih šol varnostnik otroka našel, oziroma do varnostnika sta prišla dva otroka, ker jima je nekdo, vrstnik, grozil na igrišču zunaj s pištolo. Ne. Varnostnik je šel v akcijo, je stopil do tega otroka, pripeljal otroka noter, mu zgrabil pištolo, za katero se je na koncu na srečo izkazalo, da je bila replika, ne, ga pridržal do prihoda policije. In ko sem jaz tega varnostnika srečal naslednji dan in sem mu čestital, ne, da pravzaprav je ravnal tako, kot bi si človek želel, da odrasel, zrel, odgovoren človek ravnal v taki situaciji, je povedal, da pravzaprav je pa on rahlo zaskrbljen, ker je pa že dobil odzive, ne, da je pa šel preko svoje mere, preko svojih pooblastil in da je zadržal otroka, ko ga ne bi smel, ne. Tako da jaz sem takrat sem ocenil, da je situacija taka in sem njegovim nadrejenim napisal eno tako dolgo pohvalno pismo o tem, kako so lahko ponosni na takšnega sodelavca, tako da se mi zdi, da mi je ratal mal umiriti zadevo. No, ampak to je tisto, ne, ker enostavno, ko se soočamo s takimi primeri v vrtcih in v šolah, se včasih zaletimo, to boste
vi vedela, vi imate tiste tiste primere, ko potem jih sistem ne more več drugam dati. Vzgajeni zelo sočutno, z velikim razumevanjem, motnja je naraščala, ampak zaradi te ideologije pride tudi do tega, da imamo tovrstne 15-17-letnike, ki so desetletje bili obravnavani s to vrstno ideologijo, da se s pogovorom vse da. Ampak bistvena stvar je pa, da smo ljudje socialna bitja, ki živimo v enih družbah. In če hočemo sobivati v družbi, neka pravila morajo veljati, nek odnos do soljudi, neka empatija, neke te stvari morajo biti prisotne, drugače bo ta družba razpadla. In zdaj, tisto, kar je ključen problem, po mojem, pri enem delu otrok, od majhnega naprej, je to, da pravzaprav, če so včasih na tiste ekscese, izpade ali pa stvari, ki so bile neprimerne, naleteli na ene posledice in se soočali in prevzeli odgovornost, danes pravzaprav otroke od majhnega naprej, bodi si starši, bodi si pa celo sistem, pravzaprav jih poskuša zaščititi pred tem, da bi se soočali s posledicami svojih lastnih nepremišljenih, bedastih odločitev. Izkušnja je pa seveda potem ta, se da, pa še kakšen všeček več je na socialnih omrežjih zaradi tega, in ker danes otroci živijo bolj v virtualnem svetu, skoraj kot tukaj, je to samo spodbuda, kako početi stvari, ki na koncu pripeljejo do take zgodbe, ki se je zgodila zdajle na Rudniku v garaži. Permisivna vzgoja, tukaj bom zdaj samo še navezal, da nazaj, rekli ste, potem pa pripelje to do 16-17-letnikov, ki so imeli toliko sočutja. Oni te meje vidijo šele kaj, potem ko prijejo k vam? Mislim, da bi bil prejšnji teden, 14 dni nazaj, sem brala, da je en 12-letnik prvič v življenju doživel 12 let star. In je bil kolaps sistema, njegov osebnosti, takšen in drugačen. Samo to bi se navezala, kar je kolega povedal. Ne? Samo malo, jaz sem bila takrat že v sistemu delala, to so bila 70. leta, Švedska je uzakonila permisivno vzgojo in tako, kot je rekel, kolega, to naj bi bil odgovor na preveč avtokratsko. Problem družbe, tudi pri nas, je v tem, da ne ločijo avtokratske od avtoritarne. In po vseh izsledkih, raziskavah, čeprav naši ideologi se na znanost požvižgajo, ker je osebna ideologija njihova premočna in naravnanost, po vseh izsledkih je vzgoja, ki je zdrava, ki vgraja prosocialnost, sočutje do drugega, čut za skupnost, avtoritarna, ne avtokratska. Torej avtoriteta. In to, kar se je videlo v garaži, to, kar se vidi povsod, določen del, še enkrat, Gauss je povsod, čeprav ga naši določeni tisti, ki bi ga mogli upoštevati, Gaussa ga pač ne. Ta Gauss je povsod in mi se pravzaprav pogovarjamo in ukvarjamo s tistim koncem kontinuuma, terapevtsko neodzivnimi, ko dejansko so otroci, to je grozno slišati, verjemite so, otroci brez vesti, brez občutkov krivde, maščevalni, arogantni, sadistični, ni da ni. In tisto, kar jaz najbolj pogrešam v našem prostoru, je pa to, mi si zdaj glavo ubijamo v vrtcu, vzgojiteljice, v šoli, učitelji, v zavodu mi, Kaj pa je osnovni del, osnovna celica, kjer se vse producira? Družina. Kaj je z družinami? Prelaga se odgovornost na nas. Nimamo mehanizmov, da bi, in bo kolegica povedala, in to vem, ker mi povejo šolniki, staršev najbolj problematičnih ni. Organizirajo se, pedagogi se izčrpavajo, da bi povabili starše. A veste, koliko dolgo se jih vabi? Ljudje izčrpavajo, ne vem kaj, nobene meje ni. No, v resnici si želimo, da nekaterih staršev ne bi bilo v šolo, ker niso starši, ampak so prijatelji s svojim otrokom in to je tisto, kar je res velik problem. Otrok potrebuje starše in krasno je bilo to starše z avtoriteto, ki privzgaja avtoriteto. Ne gre za strah, gre za odnos, za to, da otroka naučimo, kje so meje. Pa vendar, hvala lepa, da je bilo tudi povedano, da res velika večina otrok je čudovitih, res velika večina staršev je podpornih z vrednostnim sistemom, ki je pokrit z našim in tako naprej. Zares in narobe je, da zaradi tiste male manjšine tako zelo zanemarjamo to krasno
večino. Hočem pa povedati, da po eni strani, torej trudim se ne obsojati teh staršev, ki so zgolj prijatelji s svojim otrokom, ker prvič, zdaj se že srečujemo z generacijami, ki so starši že rezultat sami permisivne vzgoje, torej ne zmorejo prevzemati odgovornosti, kar je pa osnova dobrega starševstva. In drugo, kar je, verjamem, da gre za tako, sama to verjamem, ampak morda me bo gospa Leonida popravila, da je to moja ideologija, ampak jaz verjamem, da so to tako zelo nesamozavestni starši, da morajo vsemu svetu dokazati, kako zelo dobri so, ker otroka podpirajo, razumejo, mu prisluhnejo vsem, tako da šele pri 12. letu prvič sliši ne, tako da gre v plenički na sneg in tako naprej in tako naprej. Skratka, vendarle mislim, da bi bilo treba se sistemsko pogovarjati, da demokracija ne pomeni to, da lahko vsak nesramno kriči na vsakega, da je potrebno ponovno vzpostaviti te vzorce, avtoritete, meja in podobnega, kajti če se vprašamo po drugi strani, izpostavili ste na začetku ta primer v garažni hiši. Tam so bili dejansko policisti, po mojem mnenju, ogroženi, kajti če bi se tista mladina naenkrat spomnila, da bi pa naredili še večji eksces, bi ga brez občutka zavedanja posledic naredili in vprašanje, če bi posledice bile. Tako da policista sta po mojem mnenju ravnala zelo pravilno, odgovorno in vprašam se, ali se ti mladi kdaj vprašajo, da je policist tam tudi zato, da jih zaščiti, takrat, kadar bodo sami v stiski. Ali je starš tam zato, ne samo zato, da ga gladi in poriva in mu ves čas pripravlja blazine, da ne bo pretrdo sedel, ali je starš tudi tam zato, da ga zavaruje morda pred svetom na ta način, da bo si sam znal podstaviti blazino, takrat, kadar bo kasneje v življenju prišel do neke hude ovire, ko starši tega več ne bodo zmogli. In ti permisivni starši ne razumejo, da s tem otroke delajo invalidne. Invalidne v čustvenem, socialnem smislu, pa tudi v smislu samostojnega življenja. A lahko k temu zdaj dodam pa še mobilne telefone. Zakaj? Zato, ker vsa ta nesamozavest, ki ste jo sama omenila, Bi samo nekaj dodala. Ne, da se ne strinjam glede staršev, ne, da so bogi in nebogljeni, ne, ampak ne metati tako otrok kot staršev kot učiteljev v isti koš. Tudi med starši so velike razlike. To, da so nebogljeni, lahko da je en del. Ne. Večji problem je narcisizem, psihopatija, ki je v porastu. Bojim se, da ni samo 10% patologije, ampak po vseh podatkih WHO, to, kar sem zdaj brala, smo že na 20%. Psihopatija je bila še pred 10-15 leti 1%, zdaj 3%, zato ker se jo ne ustavi. In moje vprašanje vedno je, dostikrat se vprašam, pa kaj dela 80% ljudi? Rečemo, da je 20 patologije. Pa kaj dela 80% zdravih ljudi, da se ne zoprstavi tako, kot bi bilo treba. In je nevarnost predvsem v tem, pa tudi to raziskave kažejo, ker so pa tisti, ki odločajo, ker so pa tisti, ki krojijo med 20%. No, bom mobitel dal kasneje. Samo malo, ampak to so dejstva. In potem gledam, jaz sem že dostikrat rekla, pa mi smo huje kot živalska farma. Gledamo, kaj se dogaja, se pogovarjamo, vemo, kaj bi bilo treba narediti in čakamo in ni nič. In se ne zgodi nič, tako kot si rekel, mi se pogovarjamo. Kaj se bomo pa dogovorili? Oprostite, s tistimi, ki bi se morali, se ne moreš. Razlogi za to pa so. Žal so med starši tudi starši z narcisističnimi potezami, psihopatskimi potezami, vemo, da so in vemo, kaj počnejo. Bom mobitel dal res kasneje, samo zato, ker je to zelo dobro izhodišče. V tednu nazaj, se mi zdi, smo lahko prebrali, da je eden od ravnateljev seveda izključil učenca, ker je ta grozil, da bo pač streljal v šoli. In potem je mama tega učenca rekla, da si pa vendarle zdi ta ukrep malce pretirana. Ne? Sama ste rekla tudi, da ste pa veseli, da kakšen starš ne pride kdaj. In zdaj, da dodam to pod vprašanje, so to tisti starši, ki pridejo z odvetniki, ki grozijo učiteljem, kjer učitelji pravzaprav ne želijo sploh iti to pot, ker je praktično ne morejo zmagati na koncu. Koliko je tega in koliko to seveda zavre celoten proces normalnega tudi učenja vzgoje v šoli, no?
No, v šolah smo se v tem času naučili, da pri starših, ki ne zmorejo prevzeti svoje starševske vloge in si pomagajo z odvetniki in vsemi, ki ste jih našteli, pri tistih starših pač poskrbimo, da ne pridejo do učitelja in jim povemo, da v šoli je tak red, s tem, ko so otroku v pisalih, nam morajo sprejeti tak red. Verjamem tudi, da so starši različno opolnomočeni in močni, da vendarle vdrejo, pridejo do učitelja, zahtevajo, če ne drugače, pa preko inšpekcije, preko medijev in tako naprej. Tako da naše poslanstvo v tem primeru, kadar vidimo, da so starši, ne morem drugače kot spet uporabiti isto besedo, da so starši prijatelji, takrat postavimo meje in z otrokom delamo znotraj naših pravil, znotraj šole. Kajti največkrat ugotovimo, da je otrok še kar normalen v primerjavi s starši. To je zdaj neprimerno za medije, verjamem, ampak mi je čisto vseeno. Tukaj spet se morda ne bosta z mano strinjala sogovornika, tukaj so otroci pravzaprav žrtve teh pretirano zaščitniških staršev. Ker so temu podvrženi in če smem samo še nekaj dodati, določene evropske države so že uzakonile institut slabo starševstvo. Jaz se ne strinjam samo s tem, da starši ne zmorejo. Ja, eni ne zmorejo, eni pa nočejo. To je velika razlika in to je treba ločiti zrno od plevela. In ne strinjam se s tem, da ne zmorejo, da ne vejo. Ni res. Toliko, kot se pa danes ve o zgradbi možgan, o nevroznanosti, kaj je potrebno za zdrav razvoj, da so tablice prepovedane, do katerega leta. Vse to se ve, pa starši to počnejo. Zato mi ne reči, določeni spet, da sem zelo eksaktna, potem ne moramo reči, da ne vejo, ampak delajo po svoje. In se ve, da se z telefoni, tablicami, vsi izsledki so že davno javno znani, da se kvarijo možgani, da se ne razvija prosocialnost. Mislim, izsledki so šokantni, ampak pri nas ni nobenega ukrepa, da bi se to kaznovalo. Če boš dal otroku piti alkohol, boš kaznovan, če ga boš pa na tablici pustil, kar je bolj škodljivo, če mene vprašate daljnoročno, pa nikome ništa. Oprostite, to je sprevrženo in to, kar se mi gremo v Sloveniji, je zelo, zelo nevarno. Jaz sem hotel se samo na to navezati. Sej en del otrok so dobesedno žrtve neučinkovitih staršev, ki enostavno ne znajo prevzemati starševskih odgovornosti, ampak na drugi strani je treba vedeti, da potem, ko so te otroci v vrtcu pa v šoli, je pa potem okrog njih cel kup drugih otrok, ki pa postanejo žrtve teh njihovih pričakovanj, teh njihovih vzorcev. In naloga vrtca, šole, šolnikov, učiteljev, ravnateljev je seveda zaščititi večino pred nasiljem posameznika, kljub temu, da posameznik po svoje žrtvo, ker drugače niti ne zna. Tisto, kar v tem trenutku manjka, je pa seveda zelo preprosta stvar. Šola je vzgojno-izobraževalna inštitucija in osnovno poslanstvo šole je delati z otroki, predvsem pa voditi pedagoški proces. Na šolah včasih preprosto ni strokovnega znanja za delati z najbolj zahtevnimi primeri, ampak takrat, ko ga ni, so šole prepuščene same sebi, ker ostali podporni mehanizmi, ki bi morali delovati, ne funkcionirajo. Če mi na šoli rečejo, so poskušali se ne vem kolikrat obrniti na center za socialno delo, pa ni bilo efekta, pa so iskali pravno pomoč, pa ni bilo efekta, potem poskušajo seveda reševati sami, zato ker jih seveda žene tisti pedagoški etos in občutek odgovornosti do otrok. Super, ampak ker so potem to izzivi, ki presegajo, je pa včasih zelo preprosto, ko se soočiš z nekom, ki je izrazito agresiven, izrazito manipulativen in če je to starš, preprosto se bo večina učiteljev umaknila, ker enostavno ne znajo hendlati takšnega odnosa. In to seveda ta manjšina, pa res govorimo o manjšini, in staršev in otrok, dobesedno obvladuje, izkorišča. Jaz sem imel leta nazaj opravka z enim ravnateljem, ki mi je rekel, a veste, da je prišel mulc v 9. razredu do mene in je rekel, gospod ravnatelj, vi mislite, da ste vodja šole, ni res, jaz sem vodja šole. To mi je ravnatelj povedal. Jaz sem ravnatelja pogledal, sem rekel, ampak veste, kaj je najbolj tragična reč? Da ima prav. Da je poba imel prav. Se pravi, sistemske podpore
tukaj v bistvu ni. In potem ste na šolah enostavno prepuščeni sami sebi. Se pravi, dobesedno ne samo, da ni sistemske podpore, tudi kadar potem grejo stvari naprej, se vsaj jaz imam občutek, kolikor sem gledal konkretnih primerov, ko recimo potem kakšni ukrepi vzgojni grejo naprej, pa gre pravno pot, pa pridejo do upravnega sodišča, se zelo velikokrat zgodi, da pravzaprav se upravno sodišče postavi v vlogo, na eni strani je šola kot sistem, na drugi strani je posameznik kot šibek, dajmo zaščititi posameznika, ker smo družba, ki seveda skrbimo za to, da se zaščiti posameznika. In tukaj potem še ko se trudiš, ko se delaš, ko vložiš šola toliko pa toliko enega napora, dobi na koncu koncev eno brco v rit v smislu, tle ste naredili eno procesno napako in je to. A lahko tukaj vprašam, ste predsednica Združenja ravnateljev, kar pomeni, da veliko o tem govorite, pa za tiste, ki morda nimajo občutka, nasploh veliko govorimo o tem, da se povečuje odstotek teh problematičnih otrok s posebnimi potrebami, s posebnimi zahtevnimi tretmaji, ki so jih, ali pa bi jih morali biti deležni, pa jih niso. Kako veliko je tega? Samo zato, da si lažje nalijemo čistega vina, no? Pravzaprav ne bom odgovorila na zadnja leta. Morda se bom vrnila v davne čase začetka mojega učiteljevanja, ko ni bilo nobenega otroka s posebnimi potrebami, saj ne na deklarativni ravni. Pa vendarle so otroci zvozili šole, smo jim pomagali, so prišli do poklicev, bili so nekako socializirani, zmogli so sobivati v tej družbi. Seveda so vedno obstajali zavodi, kakršnega vodi dr. Leonida Zalokar, vedno so bili zavodi za otroke, ki jih nikakor ni bilo mogoče spraviti znotraj okvirov. Ne govorim o kletkah, govorim o normalnih okvirih, kjer se lahko ljudje svobodno razvijamo in delujemo in tako naprej. S tem, potem pa, ko je naše šolstvo preklopilo na tako imenovano otroku prijazno šolo, v katero je še vedno zelo verjamem, ampak ne v tistem smislu, kot je bila takrat propagirana, otrokove pravice, jaz pač verjamem v otrokove, v človekove dolžnosti. In kakor hitro mi človeka naučimo, da izpolnjuje svoje dolžnosti, so s tem avtomatično zagotovljene pravice vseh drugih, ki pač vstopajo v ta isti prostor. Tako da še vedno verjamem, da šola mora biti otroku in staršem tudi navsezadnje prijazna, ampak na način, da jasno postavimo meje in povemo, kaj pričakujemo, in seveda se tudi zavežemo, da bomo tudi mi izpolnjevali svoje dolžnosti. Tako da konkretno o številu lahko povem, da število odločb enormno narašča, pa to ne samo otrok, ki imajo posebne potrebe, ki so včasih samo posledica napačne prehrane ali pa odvisnosti od ekranov, kar se žal že zelo, zelo srečujemo, da imamo tudi zelo drugačne otroke, ki imajo tudi ene sorte odločbe, ki tem otrokom rečemo nadarjeni otroci, pa se je treba z njimi ukvarjati, pa se spet šola lahko razpoči do onemoglosti, podpišemo vse mogoče izjave, potem pa se otroku zjutraj ne da vstati, starš reče, ne, se mu je utrujen, pa ne more, in se nič ne zgodi. Torej, nesmiselno se je pogovarjati o tem, koliko je tega, zato ker je sam sistem naravnan na način, da čedalje bolj priznavamo specifike, posebnosti, jih opredeljujemo, nikoli pa za tem ne stoji zaveza, da je treba stvar tudi realizirati, oziroma da s tem, ko se k temu zavežemo, pomeni, da neizpolnjevanje pomeni posledice. Če rečem drugače, otrok, ki ne hodi v šolo, nič za to, čeprav je šola obvezen, čeprav je v zakonu jasno pisano, da mora hoditi, ne govorim o zdravstvenih težavah, in je jasno napisano, da starši so kazensko za to odgovorni. No, tukaj bom dal samo primer, takoj potem predam besedo, ravno to, kar ste omenila, ne? Tudi na naši televiziji smo imeli eno tako zgodbo, 3 leta otroci ne hodijo v osnovno šolo, ravnateljica se je res trudila, skrbela za to, da je zakrila identiteto staršev, da ja ne bi bilo kaj narobe, skratka ona je morala veliko bolj paziti na vse ostale stvari, kot pa je država pazila na otroke, ki niso hodili v šolo, in po 3 letih se še vedno ni zgodilo nič, otroci še danes ne hodijo v osnovno šolo in še več, dejstvo je, da nagovarjajo en kup novih staršev, da naj tega ne počnejo, češ da je ta država tako ali tako ugrabljena, skratka, kar sledijo neki ideologiji iz Amerike, kjer je šola nekaj zlega in uči slabo. Vsak starš se lahko po svoje odloči, ampak kot ste rekli, zakon je pa zakon, ampak ta sistem se pa 3 leta ni premaknil. No? Tako da to smo imeli prav v oddaji in je bilo neverjetno in se nič ne zgodi. No? Se je. Se je? Bom pol povedala. Aha, no. Se je. Ja.
navezala bi se na kolegico, se popolnoma strinjam. Trend motenih otrok, ki je z njimi narobe to ali to ali to, se je začel s komisijami za usmerjanje. Jaz sem že javno povedala, da so rak rana slovenskega sistema komisija za usmerjanje, Zavod za šolstvo. Izšel je zelo dober doktorat našega kolega Mateja Rovška iz Janeza Levca pod mentorstvom Slavka Gabra. Njegov doktorat, dobra raziskava, je prosto dostopna na spletu. Naslov je Značilnosti usmerjanja otrok in mladostnikov v Republiki Sloveniji. Rezultati so šokantni. In jaz sem, ko sem to prebrala, rekla, ne vem kolikrat, da bi se to zgodilo, da bi taka raziskava išla v umikanje Avstriji, recimo, ali Švici, bi se Institut komisij za usmerjanje in Zavoda za šolstvo čez noč ukinil. Pri nas se ne zgodi nič. Preberite rezultate. Drugo, kdo piše, kaj želi, da ima njegov otrok? To so starši. Če vi pogledate komisije za usmerjanje, diagnoze, kaj imajo otroci napisano na izvidih komisij za usmerjanje. Mi imamo abnormno število dolgotrajno bolanih otrok, pa otrok s primanjkljaji na določenih učnih področjih. Mi praktično nimamo vedenjsko in čustveno motenih otrok, ker ta diagnoza staršem ni všeč. Kolegica kima. In ker otrok ni opredeljen po tem, kar bi moral biti, mu niti šola ne more zagotavljati pomoči za vedenjske in čustvene motnje, če se morajo pa šolskimi primanjkljaji, ker to starši še prenesejo. Ne? Torej to, kar si dovoli Slovenija s komisijami za usmerjanje, in ta porast je abnormen, je v bistvu kriminal. Ukvarja se pa s tem nihče ne. Zdaj, preden smo začeli pogovarjati, smo te omenili Belo knjigo, kjer se zdaj javnost veliko ukvarja s tem popoldanskim bivanjem, pa z dopolnilnim poukom in tako naprej. Ali se je v Beli knjigi ali pa v tej strokovni javnosti kdo ukvarja ravno s temi primeri, torej težavami in reševanjem le-teh? To niso težave. Motne in reševanje. Težave imamo vsi. Mi se pogovarjamo o koncu kontinuma, s tem se nobeden ne ukvarja. To so tiste vsebine, na katerih se ne da točk dobivati, ker so trdi orehi, za katere bi bilo treba veliko energije pa enih naporov, in tukaj se bojim, da pravzaprav tudi tukaj razne debate, ki se zdaj le dogajajo, zdaj je aktualen seveda nacionalni program vzgoje in izobraževanja. Tega dela se načeloma verjetno ne bo tudi na koncu v končni obliki dotakniti, kot bi se bilo treba, ampak še nekaj drugega bi jaz rekel. To, o čemer se mi danes pogovarjamo, to ne bi smelo biti samo vprašanje, ki zadeva vzgojno-izobraževalni prostor. Ker ko govorimo o teh največjih izzivih, ena od najbolj tragičnih stvari, ki se nam je zgodila v času epidemije covida, je bilo pravzaprav to, da so v času, ko so vsi ostali podporni sistemi narahlo šli na zimsko spanje, na šolah delali vse, kar bi pravzaprav morali delati. En del zdravstva, en del sociale in tako naprej. Se pravi, mi se pogovarjamo, zdaj, ko govorimo res o največjih izzivih, pravzaprav o stvarih, ki se seka pravzaprav področje sociale, področje zdravstva, pa področje vzgoje pa izobraževanja. In tukaj se z nobeno Belo knjigo, pa z nobenim nacionalnim programom vzgoje in izobraževanja sistemsko teh stvari ne da lotiti, če se ne odločimo kot družba na eni ravni, kakšno pravzaprav družbo hočemo imeti. A vidimo to družbo v prihodnosti kot eno sorazmerno solidarno družbo, v kateri bodo ljudje zdravo sobivali, ali vidimo pravzaprav kot en totalni individualizem, kjer je vsakmu dovoljeno vse. Jaz sem prepričan, da velika večina ljudi, če bi šli na referendum v tej državi, bi se verjetno odločala za prvo pot. Zdaj pa, če se odločimo za prvo pot, potem je pa treba res zelo jasno reči, kako pravzaprav od majhnega skrbeti, ko delamo z otroki, da preprosto tiste primanjkljaje, ki smo se prej od njih pogovarjali, da jih preneso nekateri od doma, zato ker starši bodisi nočijo, bodisi ne znajo, bodisi imajo kakršnekoli ideje drugačne, kako tem otrokom pomagati dobesedno razviti tiste temeljne mehanizme, ne vem,
empatije, temeljne socialne veščine, zato da bodo lahko preprosto sobivali vsaj do te mere, da bodo ostali v skupini, ki mogoče teh izzivov pa teh težav nimajo, lahko z njimi sorazmerno dobro funkcionirali, in da se učiteljem ne bo treba ali pa ravnateljem 90% časa ukvarjati zgolj z ekscesi, da bodo imeli mogoče 90% časa za ukvarjanje z vsemi tistimi, ki so zdravi, zdravi, dobri in hočejo preprosto naprej se učiti, razvijati in tako naprej. Je pa res, da poleg tega seveda je marsikaj zadelati na učnih načrtih, pa na programu šole, ampak ja, to je ena od ključnih stvari, po mojem. Odločiti se, kam hočemo iti. Kakšna družba hočemo biti. V bistvu je to, kar je povedal, ključno. Nasilni otroci, terapevtsko neodzivni otroci z določenimi osebnostnimi primekljaji, če hočete, kakoli že, niso samo pedagoški problem. Tukaj bi jaz dala še pravosodje zraven. To je multidisciplinarni problem. Pristopi do teh otrok so multidisciplinarni, več strok mora sodelovati. Ne? In tukaj ni vprašanja, a bo starš sodeloval ali ne. Država mora vzpostaviti mehanizem, da bo starš sodeloval, da bo šel v programe. Ne, da se jih motivira desetletja in več. To se mi zdi ključno, ampak v Sloveniji to ni moč doseči, do sedaj se to ni dalo. Imamo večji problem, veliko razparceliranost, vsak nekaj dela po svoje, zelo je vsak ljubosumen na svoje področje, in če imamo tle zdravstvo, socialo, šolstvo, v čem je problem? Ker je osnovna šola obvezna, je država dejansko pustila, da se drugi pomembni deležniki, ki bi morali biti prisotni, enostavno umaknejo. In se vse nalaga šoli. Vse. Ja, vse. Ne? Ker je pa šolski sistem, ključno z našim ministrstvom za izobraževanje, ki ni dovolj odločno, ki tudi ne loči zrno od plevela, pa v bistvu šole oziroma pedagogi to dopuščate oziroma dopuščamo. Dopušča se to, da je ustavna pravica do izobraževanja nadrejena ustavni pravici do zdravljenja. K nam bi morali priti v zavod otroci, ki imajo pač nekaj, mi nimamo pojma, kaj smo dobili, zato ker so določeni otroci tudi tako nasilni, da jih pedopsihiatrija odklanja, niso za na oddelke, ker so preveč nevarni in agresivni. Ampak za pedagoški kader pa ni problema. Me razumete? To je sprevrženo sistema, ne najdem druge besede. In pedagogi, naše ministrstvo, jaz sem jim to tudi javno povedala, pristajamo. Hlapci Jerneji. 40 let se ukvarjate s takšnimi primeri. Je res toliko slabše, kot je bilo? Po koroni? Veste, statistike so zelo čudne. Ne? Včasih so bila kazniva dejanja in seveda v luči te permisije in permisivne naravnanosti so se določena kazniva dejanja, ki bi morala ostati kazniva dejanja pri otrocih, pri mladostnikih, od 14 leta dalje, prekvalificirala v prekrške. Tudi tako kot je bilo prej povedano, ta zažrtost, te prijaznosti in napačnega videnja vsakega otroka, mladostnika kot žrtve je v osnovi zgrešena. Še enkrat, treba je ločiti zrno od plevela. Niso vsi žrtve, daleč od tega. So tudi, ampak ne vsi. Določeni so sami tisti, če gledate recimo odrasle, ki so recimo v zaporih ali pa odrasle ljudi, problematične, konfliktne, če gledate njihovo zgodbo, vidite zgodbo teh otrok, ki jih nihče ne ustavi, sistem jih ne ustavi. In ko ste me prej vprašali, ko dobimo 17-18-letnike v naš zavod, ko beremo njihove spise oziroma poročila centrov socialno delo in šol, nemočno gledamo, pa kaj je ta sistem delal. Od otrokovega 4., 5. leta dalje, mi naj bi pa imeli tudi zakon o zgodnji obravnavi. In mi imamo cel kup ambulant, inštitutov, centrov za duševno zdravje, da vesoljc preleti in pogleda pa prav Slovenija, pa vi imate noro, dobro, tole urejeno. Ampak čisto vsi izpadejo iz tega sistema in ta konc kontinuuma ali zmanipulira ali ne sodeluje, če pa ideologija naštela na način, da jih je treba motivirati, jih pa motivirajo tudi po 7-8 let in imamo otroke,
ne samo mladostnike, poskuse umora, ni da ni, kaj so ti otroci zmožni, brezčutni in neobčutljivi. In vsaka, in v tej ideologiji, kar je zelo nevarno, je pa vsaka zahteva ali omejitev smatrana za poseg v neko njegovo osebno integriteto in svobodo. Me razumete? To je zgrešeno. A ne? In dejansko vzgoje brez frustracij ni. Vzgoje brez prisile ni. Pika. In vendarle, smem? Ja, seveda. Velikokrat se srečujemo s starši, ki pričakujejo od nas šolo brez nasilja, pa jim seveda najprej pojasnimo, da govorimo o ničelni toleranci do nasilja, ne šoli brez nasilja. In potem, ko še vedno vztrajajo, zelo rada povem primer, danes zjutraj, ko ste zbudili otroka za v šolo, je bilo zelo nasilno dejanje, ker predvidevam, da mu ni bilo ugodno, a ne? Ko je to naredil, s tem velikokrat staršem zapremo usta, ker potem razumejo, o čem se pogovarjamo. Ampak druga reč, ne, pravosodje pa zanikanje pedagoških postopkov skozi pravosodne postopke. To je pa druga reč, koliko pravzaprav dopuščati. Pravosodje v smislu, zagotavljanje zakonitosti, da se ukrepa takrat, kadar vidimo anomalijo. Medtem ko po drugi strani se mi zdi nedopustno, da je šolski prostor tako zelo prenormiran, da ga lahko vsak zakon lahko poruši pedagoško ravnanje šole, vrtca, kakorkoli že. In konkretno to, da šola sprejme nek vzgojni ukrep, ki je praviloma naravnan na kaznovanje na način, ob tem moram pojasniti, če kaj je kazen. Kazen ne pomeni fizične kazni, niti ne pomeni psihičnega maltretiranja, gre zgolj za to, da otrok občuti neugodje. To je terapevtski ukrep. No, pardon, se upravičujem, ampak hočem reči, v šolah na ta način kaznujemo otroke. Otrok ima izbiro, ali bo se podredil pravilom, ki veljajo, ali pa bo zanj to neugodno. In na ta način, seveda so neugodje različna, ampak na ta način otroke skušamo vzgajati, kaj je prav, deluje v sistemu. In ko potem trčimo na starše, ki so pretirano zaščitniški, ki so permisivno naravnani, ki zagotavljajo pravice za svojega otroka in se pritožijo, potem se zgodi tako, kot je že gospod navedel, ugotovijo proceduralno napako, brez izjeme, ker so zakoni tako zelo zapleteni, saj za nas laike, ne pravnike, da anulira vse naše pedagoško ravnanje. In kaj s tem naredimo? Otroku damo jasno sporočilo, ni problema, ti ga kar lomi, vse je v redu, na koncu bo tvoj ata, tvoja mama, sistem bo poskrbel, da se ti ne zgodi nič. To smo danes že nekajkrat slišali. Pa vendar, konkretna izkušnja, verjetno je tudi zanimiva za ljudi, ne zgolj razprave. Tudi če se bodo prepoznali, kar bom zdajle povedala, mi je pravzaprav čisto vseeno. Imeli smo zelo konkreten primer dečka, toliko starega, da je natanko vedel, kaj počne, ki je naredil hud prestopek, s katerim je namerno, očitno namerno, ogrozil mlajše učence. Posledično seveda smo takoj, najprej smo morali en teden raziskovati, ker je bil tako zelo, kako naj bi rekla, učinkovit, da je zmanipuliral tudi razred, da ga je ščitil in so vsi lagali zanj. Potem so se nekateri drugi otroci vendarle odprli in povedali, da je res bil to on. Smo sprovedli kazen, da bo pač vzgojni opomin, kar je najvišja kazen, ki je v šoli. In tudi izvajanje individualiziranega vzgojnega načrta, kar je en od delov pri tem vzgojnem opominu. Kaj se je zgodilo? Najprej so starši, to je bilo tik pred koncem pouka, 14 dni pred koncem pouka, najprej so starši napisali vlogo, da želijo imeti 14 dni počitnic, torej dopusta za otroka, poleg tistega, kar smejo vzeti po zakonu 5 dni. Seveda sem jim odgovorila, da žal jim tega ne odobrim, ker mora otrok izpolniti določene stvari, tako da ne morejo vzeti. V redu, potem pa zahtevamo samo 5 dni. V redu, smo to naredili. Kakorkoli, starši so ugotovili, da je naša šola nemogoča, da ne razumemo posebnosti njihovega otroka in so ga prešolali na drugo šolo. O tem smo vedeli potem, ko je druga šola od nas zahtevala dokumente.
No in na začetku novega šolskega leta prijavijo starši, da je nek naš starejši učenec pretepel mlajšega učenca na igrišču popoldan tako, da je ta pristal na urgenci. Seveda smo šli takoj raziskovati, kater naš učenec je to naredil, da tudi mi potem začnemo z njim ukrepati. No in se je izkazalo, da je to ta fant, ta isti fant, ki mu prejšnje leto nismo smeli postaviti meja. Meni je zelo žal, da je moral še en otrok nastradati, da se bo pa vendarle kaj zgodilo, čeprav hkrati me je malo strah, da se tudi tokrat ne bo nič zgodilo. In da bo ta otrok dobil še eno kljukico na poti v totalno sociopatsko vedenje. Mislim, je pa res po eni strani včasih delate veliko napako, po mojem mnenju, tudi na šolah, ko dopuščate vse te zunanje posege. Jaz sem ravno zelo sveža izkušnja, ne, ko smo na eni šoli se pogovarjali o njihovem novih dokumentih, ker so prenavljali pravila šolskega reda. Ne, in jaz tam berem vzgojni ukrep. Ne, in je bil zapis približno tako. Vzgojni ukrep zoper učenca se tralala. Rekel, kdo vam je to napisal? Ja, pravnik. Sem rekel, vzgojni načrt šole pa pravila šolskega reda niso kazensko pravo, ampak so pedagoški dokument. Rekel, prečrtajte besedo zoper, ker vzgojni ukrep ni uperjen zoper učenca, vzgojni ukrep za učenca, ker je namen vsega tega spreminjanje vedenja oziroma prevzemanje posledic za neprimerno vedenje. Rekel, ker model kazenskega procesiranja je popolnoma drug kot pravzaprav vzgojnega. Mi smo pa tukaj te meje zabrisali in se pravzaprav od šol pričakuje, da bodo izvajale en del tega blažjega kazenskega prava prek svojih dokumentov, pri čemer seveda potem na koncu vsi postopki grejo. Hočem pa še eno stvar mogoče reči, ko govorim o tem, ne, kako zgleda, ko se ena stvar konkretno na terenu odvije, kaj pa potem sistemsko. Če gremo na ta primer, ki smo ga prej omenjali na začetku v garaži. Jaz sem prepričan, da sta ta dva policista, ki sta se umaknila z avtom, ravnala strokovno pravzaprav utemeljeno, ker sta zelo verjetno, po mojem, s tem, da sta se umaknila iz situacije, preprečila tveganje, da bi lahko stvar eskalirala. Hkrati sem pa prepričan, da bi pravzaprav posledica vsega tega morala biti ta, saj so blokiranje vsega in popis čisto vseh in posledice za čisto vsakega, ki je v tej situaciji sodeloval, saj so se snemali med sabo, saj se vidi. Sem hkrati prepričan, da tega epiloga pa pravzaprav ne bo. Ker tisto, kar sem slišal, je bilo to, da so izdali nekaj, da so pregledali avtomobile, ja, niso imeli prve pomoči ali pa mogoče zimske gume, niso imeli zadosti profila. Najhujša stvar, ki se je tam dogajala, za moje pojme, je bilo ta, da so ti posamezniki ne ogrožali samo sami sebe. Tam so, če sem prav bral, so ljudje hodili v kino, so ljudje hodili iz trgovine in niso morali do svojih avtov in tako naprej. To je omejevanje temeljnih pravic pa svobode ljudi in jaz sem prepričan, da tega epiloga tukaj preprosto ne bo. In sem prepričan, da za en velik del teh mladih ljudi, ki so bili tam preprosto zaradi firca, radovednosti ali pa objesnosti, bi ena učna ura, ene posledice sorazmerno zahtevne bila lahko kar precej dober opomnik za to, da pa en del svojih vzorcev spremenijo. Se strinjam in zdaj tisto vprašanje, ki sem ga sicer prej želel postaviti, vsi so imeli tukaj v roki telefone in če smo najprej govorili o tej vzgoji staršev, permisivni vzgoji in tudi kaj lahko šola naredi in kaj ne, zdaj so tukaj še telefoni in zdi se, da vzgaja v resnici pa, ne vem, kdo je od vas treh omenil všečki, a ne? Več kot imaš pri tej nesamozavesti, pri vseh teh težavah, pa zdaj sploh ne bomo šli na področje samomorov med mladimi, ki je zelo problematično, ne? Ampak bolj kot si popularen na tem družbenih omrežjih, ravno v teh deviantnih primerih, bolje je zate za določen del. Kako pa to vpliva, čeprav mi tega vprašanja ne bi bilo treba postaviti, ampak vendar, kako pa to vpliva še na potenciranje vseh teh
slabih stvari. No? Seveda. To je že vse dokazano, to so izsledki so že vse pokazali. Ne. Samo očitno imamo spet vlado, ki nima poguma v nekaj zarezati. Jaz sem že rekla, mi samo gledamo, naši samo gledajo, kaj delajo drugi, kaj bomo od drugih prenesli. Jaz bi že davno prepovedala do 15 leta pametne telefone. Če rabijo telefon za klic, pa klica so tisti navadni, ker ne rabiš teh aplikacij in tako naprej. Ne. Določene države snemajo platforme TikToka in tako naprej. Vse mi vemo, kaj otrokom škodi, pa ne naredimo nič. Ne. Pri nas so bolj zaščitene nutrije kot otroci. Res obstaja zvezna država, kjer se pogovarjajo zdaj o prepovedi pametnih telefonov, imate prav. So že in določena so leta. Glejte, Islandijo, vse vemo, vse smo povezani z evropskimi asociacijami, sem pri nas. Ne vem, te politične volje ni. Ali ne, pa to stanje, ta anomija, sploh nimam izraza, res je težko živeti v takem neredu, če me vprašate. To je nered, to je anomija, to je upad norm, vrednot, pravil. Dejansko je vse dovoljeno, ne? In je za otroka vse omejitev in napad na njegovo osebno svobodo, tako kot za starše, ki so tudi določen del staršev, ne? Produkt permisivne vzgoje. Ne? Torej, kaj narediti? Oprostite, brez rigoroznih, pogumnih ukrepov ne bo šlo. Se pa bojim, da s to strukturo sedanjo ne bo nič, ker bi že davno moralo biti, pa ni. Je prepoved prava smer? Bom rekel, sej to ni izziv samo nas, to je izziv celotnega sveta. Ne? Jaz si težko predstavljam, da bi za prepovedjo lahko tukaj kaj dosegli, ker dejansko izkušnje na šolah kažejo, da ko gre otroci v šolo v naravi in ko je dogovor, seveda, da se nima s sabo mobilnih telefonov, je en del otrok, ki prenese seveda s sabo mobilne telefone, ker oni se pa morajo javiti, in ko jim učitelji recimo odzamejo tisti mobilni telefon, ki ga imajo s sabo, naslednji dan otrok govori po tistem, ki so mu ga starši dali za rezervo, če mu ga bodo slučajno našli pa vzeli. Ne? Se pravi, prepoved, jaz mislim, da tukaj veliko več dosežemo v bistvu z eno jaz nikoli nisem verjel v ludizem. Ta tehnologija tukaj je. Otroci so izpostavljeni tehnologiji. Tisti, ki to tehnologijo razvijajo, bodi si igrice, bodi si socialna omrežja, blazno dobro razumejo dopaminski sistem in pravzaprav zelo dobro razumejo, tako kot tiste združbe, ki otroke zalagajo, pa starejše z kakšnimi kemikalijami, kako dopamin funkcionira. Vsakič, ko otrok pogleda, pa dobi nov všeček z dopamina. Vsakič, ko se njihovi otroci tega nimajo. Absolutno. Njihovi otroci tega nimajo. Jaz mislim, da kot družba bi morali seveda delati veliko več na tem, da razumemo vse te mehanizme, da izobražujemo učitelje, izobražujemo otroke. Odvzeti tega ne bomo mogli, ker bo to samo pomenilo, da bodo otroci znali malo bolj skrivati ta orodja in mogoče še slabš, ker to pomeni pol, da se vse tisto, kar pravzaprav mogoče je v tem trenutku tukaj pa lahko do ene mere še kontroliramo, gre pa pol v polje sivine pa skrit ga. Ne? In zdaj tri iztočnice iz tega. Najprej, hvala Bogu, da so otroci še naprej inovativni in da iščejo poti, da uveljavijo svoje. To pomeni, da še niso povsem apatični in da bo šel razvoj naprej. To. Drugo, prepoved. Mladostniki, predvsem adolescenti, so naravnani k temu, da kršijo pravila. Oni pač nimajo razvitega določenega dela možgan dovolj, da bi znali presoditi dolgoročne posledice, morda je to zgolj, recimo temu, šolnikovo opravičilo, pa vendar, tudi sama ne verjamem v prepoved, verjamem pa v to, da se da otroke naučiti te odgovornosti, kaj se jim splača. In konkretno, če ste izpostavili primer šole v naravi, seveda, tudi pri nas velja, ko grejo v šolo v naravi brez telefona. Nič kaj dosti ne razpravljamo, če kdo nujno rabi telefon, seveda ga lahko ima, ampak gre starši domov, pa ne ga potem doma uporablja. In tega se dosledno držimo. In otroci, zanimivo je njihov odziv. Prav dejansko opažamo najprej pri njih abstinenčno krizo, prvi dan, drugi. Prav abstinenčno krizo otroci doživljajo, potem pa nenadoma ugotovijo, da je okoli njih svet.
In ko grejo 5. dan domov, ugotovijo, da to je bilo pa tako ful dobro v tej šoli v naravi, ker so se pogovarjali s sošolci. Ne preko telefonov, seveda. In žal spoznavajo svet z druge plati. Tako da občasna detoksikacija je nujna, danes še toliko bolj. Tako kot upam tudi odrasli to vsaj kdaj uspemo narediti. Po drugi strani pa prepovedati napravo, od katere smo tudi mi odrasli odvisni, ker imamo na njej vsa sporočila, vse službene, vse do navsezadnje plačilnega sredstva in tako naprej. Ali ni bolj prav, da otroke učimo, da je to vendarle uporabno orodje, ne pa zgolj igrica in naprava za pritiskanje všečkov. Kar se pa všečkov tiče, to je pa zadnja iztočnica, na katero sem hotela odgovoriti, vsi smo odvisni od njih. V puberteti še toliko bolj, zato ker takrat otrok išče svojo identiteto. Naenkrat ni več, noče biti več otrok, ni še odrasel, išče stik, išče svojo pot in vsi potrebujemo neke sorte všečke v svojem življenju. Ko smo bili mladi, je bilo to toliko lažje, ker smo bili odvisni od bližnje okolice, danes otroci so pa preko naprav povezani s celim svetom. In so ravno tako da tudi to, mislim, ni nobena novost. Problem pa je odvisnost, ta popolna odvisnost in asocialnost zaradi te virtualne odvisnosti. No, tako. Tukaj bi samo dodala, se ne strinjam povsem. To je pa točno to, ne? V zavod dobivamo otroke, mladostnike, odvisnike s počenimi žilcami, pretepenimi starši. Ne vem, če poznate raziskave, zasvojenost, če vzameš, povzroča 6-krat več nasilja, kot pa, mislim, so bolj nasilni, kot pa v drugih primerih. In veste, tudi določenim alkoholikom, ko grejo na zdravljenje, imajo prepoved alkohola. Ker je ta kemija to, tako da to se delno strinjam, ampak določena populacija, nikoli jih ne boste mogli naučiti in da bodo s pametjo in z razumom in ne vem kaj. In žal je zasvojencev vedno več. In se vama ne zdi prepoved v redu, edina smiselna je na začetku. Šele potem, ko ti odvzameš drogo, ker to je droga, lahko začneš z njim delati. Z drogo pa delati, pa ozaveščati, pa oprostite, izkušnje kažejo, da to ne drži. Ampak spet govorimo o manjšem delu otrok, ki so že zasvojeni, ki pa narašča, zato ker starši prezgodaj dajo napravo. O tem govorim, Absolutno. ampak kad ti dobiš 16-17-letnika, mi mu vzamemo, je prepoved, delamo, nimamo kaj in se zgodi točno to, ne boste verjeli. Točno to se zgodi, so starši presrečni, v roku 10-14 dni fuzbal igrajo, vidijo še nekaj drugega in sami rečejo, ne mi dat. Ker bom noter. Ampak to je tisto. Ker bom noter. In lepo se sliši, dajmo jih, super se sliši, dajmo jih vzgajati, dajmo to. Ja, se da. vedno več jih pa je, ki so zasvojeni, to vam hočem povedati. In kako to zaščititi? Mi moramo biti tisti, ki si bomo upali tudi kaj prepovedati. Sam vedeti, kje. Jaz preprosto mislim, da zaščititi tisto manjšino na ta način, da pravzaprav samo odzamemo tisto, kar je pa pravzaprav eno od ključnih orodij, ki ga bodo kasneje v življenju uporabljali za vse, kar ste naštela, pa še za cel kup drugih stvari naprej, ne? Pa pravzaprav pomeni, da delamo otroke na nek način odzemamo eno pomembno izkušnjo za naprej. Tukaj je treba, po mojem, biti sila previden, je pa res, ne. Konec koncev na naši šoli, tam, kjer sem malo bolj vpleten, Pri določenih ne preostane nič drugega. Ja, ampak potem je treba to dejansko verjetno individualno rešiti. Je pa res, ne, to je bila izkušnja, ko sem se pogovarjal z učiteljicami na šoli po tistem, ko se je sprejela v bistvu prepoved uporabe mobilnih telefonov med odmori. Kaj so rekli učitelji? So rekli, wow, hodniki smo spet živi, pa otroci se pogovarjajo med sabo. To je to, ne. In to je to, da je bistvena stvar je ne otrokom to izkušnjo vzeti, ampak na kakšen način jim dati tisto izkušnjo, da je tisti svet, ki je ta prav, za njih je tudi svet ta prav, ampak ta svet živih odnosov, fuzbala, brcanja žoge, plezanja po drevesih, igre, da je v bistvu vsaj toliko zanimiv kot ki se ga tam na tablicah da videti. Ne. Hvala lepa vsem trem
tale ura je hitro minila, da bi lahko govorili še uro ali pa dve, ampak se mi zdi dobra iztočnica za konec. Ne toliko individualizma, ampak morda več pogleda v družbo, pa tudi tam potem lažje najdeš kakšno normo, ki je seveda bolj pravilna ali pa tista, ki se jo lažje potem dotakneš, kot pa morda nekje umaknjena na tem družbenem spletu ali pa tako naprej. Hvala vsem trem, super gosti ste bili, upam, da bo kdo odnesel kaj od tega. Hvala za obisk. Hvala vam. Hvala lepa. Hvala. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Do naslednjič. Nasvidenje. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.